Torej, Nadja Molek, kot sem že rekel, ima zelo zanimivo življenjsko zgodbo, o kateri bo več povedala med svojo predstavitvijo. Je tudi neposredno povezana z njeno raziskavo. In drugače je pa ona socialna antropologinja. In knjiga, ki je zdaj tukaj pred vami, Biti Slovenec v Argentini, kompleksnost identitetnih procesov, je dejansko rezultat njene diplomske naloge in s podobnimi temami se ukvarja tudi v doktoratu. Zdaj je ravno tik pred zagovorom na univerzi v Buenos Airesu. Tako da ji lahko skoraj da že rečemo doktorca. Skoraj doktorca. Prav, jaz vam predstavim to knjigo, ki je šla tudi tik pred COVID sezono. Na Inštitutu za migracije od ZRC-ja. Prednik je bil Aleksej Kalc in kako je rekel Mika, jaz sem tukaj v bistvu prenesla svojo diplomsko nalogo, ki je v Argentini malo različna, kakor jo boste vi pisali sigurno, ker diplomska naloga je v moji fakulteti mora biti od 100 strani in več. Mora pa biti tudi pol leta vsaj raziskave, je bolj kompleksno. Torej, zaradi tega sem jaz licenciala, mislim, kako je tukaj že. Tukaj sem jaz dobila kot magister, pa sem tukaj sem se lotila vprašanje, ki, kako je tudi Miha omenil, je zelo lastno, zelo osebno, je, kaj pomeni biti Slovenec v Argentini. In to zakaj? Ker ko sem jaz bila majhna, 3 leta stara, sta se moja starša odločila, da bi se preselila v Slovenijo. Takrat je bila še Jugoslavija, v 80-ih. In to zakaj? Ker je bila Argentina od leta 76. do 83. diktatura, ena od najbolj krutih diktatur v Argentini. In sta bila malo naveličana tega, se nista počutila varna, pa sta zaradi mojega očeta, ki je imel slovenske starše, odločila ali imela priložnost, da bi prišli v Jugoslavijo, na kakšen študij. Torej, jaz sem spoznala eno Slovenijo v 80-ih letih in ko se jaz vrnem v Argentino, ker starša sta videla, da tukaj pride nekako kriza in da bi bilo mogoče iti nazaj v Argentino, ko je bila ta diktatura že konec, pa nista hotela, da jaz zgubim ta jezik. Jaz sem se tukaj naučila pisati, govorila sem kar tekoče. Bila sem 8 let takrat in pravita, zakaj pa jo ne pošljemo v slovensko šolo, slovenske skupnosti, kaj pomeni? Ponavadi v Sloveniji, ko se sliši za Slovence v Argentini, se takoj razmišlja na slovensko politično migracijo v slovenski republici. Torej, jaz sem tam prišla kot otrok in se zavedala, da v bistvu to, kar sem se jaz učila jezika ali zgodovine ali tudi načina gledati na življenje, je bilo zelo različno. Oni so bili zelo katolični, šli smo na mašo, ne vem, enkrat, jaz sem hodila tam enkrat na teden, vedno smo začeli z sveto mašo, pol pa slovnica, pa jezik, pa zemljevid, geografija, zgodovina in meni nekako stvari nisem razumela, kaj se tam dogaja. In nisem hotela iti več, sem rekla, ne nočem, pa sem nehala iti. Torej, to vprašanje se spet vrne, ko sem jaz že okrog 25 let in imam tako krizo v karieri, nisem vedela, če bi šla naprej z antropologijo, kaj bi delala. Delala sem po 9 ur na dan, pa šla še študirati do 11. In sem
sem dobila štipendijo za Slovence po svetu, za celoletno šolo slovenskega jezika in sem videla kot eno priložnost, da se malo zračim. In pridem spet v Slovenijo, pa spet se mi ponavlja to vprašanje, ne? Hello, tam jemo potico, tudi če je 40 stopinj, tukaj pa ljudje ne jejo skoraj potica. Jejo, ja, ampak ne na tak način, ali ni tak ritual, vsaj kakor sem ga jaz doživela. Pa, tukaj uporabljajo veliko tujka, ne? Tam pa je jezik tak prav, ne, čist in tako. Torej, hvala. To obdobje mi je pomagalo najti odgovor na prvo vprašanje, kaj bi delala. Sem rekla, ja, jaz bi zaključila antropologijo, v bistvu me zelo zanima način, mislim, razumevanje sveta in družbenih odnosov. In moj mentor mi je takrat kar predlagal, zakaj pa ne študira slovensko skupnost, ker v naši fakulteti, čeprav v Sloveniji je to zelo bilo raziskovano in še posebej od 80-ih letih naprej, 90-ih, v Argentini se Slovence ponavadi ne pozna, ne? Menjamo jih za Slovake, kaj več, Poljke, iz Poljske. Torej, nekako sem poskušala tukaj prinesti nekaj novega na našo fakulteto. In tako je nastala ta diplomska naloga. Kakor lahko razberete iz predstavitve, govorimo o kompleksnosti identitetnih procesov argentinskih Slovencev, ker vsaj z antropologijo in seveda za mojo raziskavo, kar sem jaz našla, je, da ni samo to, da jaz sem Slovenc in to je konec. So različni načini, kako se ljudje identificirajo, ne? Imajo različne elemente, različne spomine, naprednike, različno vezavo s Slovenijo. To sem bolj zdaj poglobila za doktorsko dizertacijo. In prav, vsaj ta knjiga govori o tem, vsebuje 11 poglavij. Jaz vam bom predstavila knjigo in temo na splošno in potem smo rekli, da se bomo bolj pogovarjali. Ne? Prav, ne? Prvo je predgovor, predstavim namen in hipoteza dela. Torej, moj namen dela je bil študirati Slovence. Prvo je bilo v Buenos Airesu, ampak potem sem imela priložnost dobiti neko podporo finančno od Urada za Slovence po svetu, ki me je odobrila potovanje po teh društvih. Diplomsko nalogo sem se jaz lotila študirati bolj preko društev. Za doktorsko pa sem šla malo izven društev, pa sem študirala bolj posameznike, pa ljudi, ki se počutijo outsider. In tako sem imela priložnost tudi primerjati, kaj se dogaja v Buenos Airesu in izven Buenos Airesa. Ne? Če vidite barve, ne? Vse, kar je zeleno tukaj, to so društva slovenske politične migracije, kar je v modrem, so društva, ki imajo medvojne priseljenci in potomce, pa ta reč, spet ne vidimo, dalje, je organizacija, ki je nastala že skoraj 20 let nazaj in ki jo je povzročila potom z prve slovenske migracije v Argentini, ki so prispeli 19. stoletja. Za metodologijo moja metodologija se temelji na kvalitativno perspektivo. Kot antropologinja sem šla na teren, sem se poskusila druževati z ljudmi, sem poskusila opazovati, zapisati. Imam veliko zapisk, imam za to diplomo 60 intervjujev, bolj manj. Tudi sem študirala hkrati slovenski in argentinski zgodovinsko-politični kontekst.
zakaj so se Slovenci selili v Argentino, kakšna je bila Argentina, ne, on je že omenil, kako je ta obdobje v 30 letih vplivalo na identiteto, ampak dobro, kaj pa se je zgodilo konec 19. stoletja, kaj se je zgodilo med drugo svetovno vojno. Mene vedno zelo zanimajo pripovedovanja, rada slišim zgodbe ljudi in to sem si zapisala in od tega tudi prišla na razlike med pripovedovanjem od žensk in od moških, naprimer, od prve generacije, od migrantov, od tistih, ki so sinovi, vnuk in tako dalje. A ne? Prav, in pol sem tudi uporabljala seveda druge vire, kot so statistike, vsaj za primerjavo, za razumeti ta fenomen migracije v argentinskem kontekstu, tudi v slovenskem, ampak predvsem v argentinskem, ker Slovenci so bili res manjšina, ne, kot med drugimi priseljenci. Govorimo o milijonov, naprimer, vsaj tisočakih Italijanov ali Špancev in pri tem govorimo 30, bolj ali manj 40 tisoč Slovencev, tudi je velika razlika. Knjiga predstavlja tudi temeljne pojme, ne vem, kaj ste videli že vi v vašem predavanjih, ampak vsaj za antropologijo imamo teoretski preplet. Kaj to pomeni, da v bistvu, kaj pomeni identiteta je kompleksno, samo da mi danes pravimo, da se identitete oblikujejo, da so dinamične, ne? Da so odvisne od kontekstih družbenih, tudi naprimer migracije. Migracija je že en tak pojem, ki se je spremenil v zadnjih časih, a ne? Mi zdaj ne moremo več analizirati valove priseljevanja, brez da bi tudi upoštevali, kaj se dogaja v izvirni državi, a ne? Od tega smo prišli do teorije transnacionalnosti. Tudi ne razumemo več v antropologiji, mislim, v sociologiji, da se migranti asimilirajo. To je bila teorija, ki je obstajala, mislim, v preteklosti. Danes raje študiramo, kako se ljudje nekako izpostavijo v različnih družbah, a ne? Je pa tudi res, da je treba pri tem zelo upoštevati, kako države odgovarjajo na te problematike. Kaj hoče ta država, ne, od migrantov? Hoče, da jih so nevidni, ali spoštuje te razlike, ki jim prinesejo migrante, a ne? Torej, v moji raziskavi je pojem identiteta tako analitičen koncept, kakor tudi emik koncept od ljudi. Ljudi sami čutijo, da imajo eno identiteto. Za ljudi, naprimer, ponavadi so te identitete kot, da damo skupaj elementa, ne. Imam tako vero, sem katoličen, pa sem, plešem neke plese, pa berem v takem jeziku ali govorim v takem jeziku in to zame pomeni identiteta. Za antropologijo seveda ne, to ne gre več. Za antropologijo mi tudi mislimo, da v interakcijah ljudje so lahko tudi manipulativni v svojih identitetah, ne. Saj manipulativno lahko razumemo na dober način ali na slab način, ampak naprimer, ko so Slovenci v 30 letih se poskusili skrivati, to je bila manipulacija svoje identitete, ampak za en razlog, ne, da ne bi končali zaprti. Prav, identitete tudi krepijo solidarnost, krepijo skupine, ne, ko se ti identificiraš nekom,
se družiš. In pri tem so zgodbe in pripovedovanje spominov tudi pomembni, ne, iz družbenega vidika, ker dajo tudi občutek skupne identitete, skupne zgodbe. In to vsaj v moji raziskavi je najbolj, naprimer, ločilo ljudi, ne, kako se spominjajo na svojo Slovenijo, na svojo migracijsko zgodbo in tako dalje. Prav. In ta drugo je, da identitete jih vidimo iz sedajnost, ne, kako se ljudje danes postavijo. To je tudi zelo pomembno. Pol sem tudi opisala o etnogenezi, to je koncept, ki pomeni, da se nova etnija gradi, ne. In ta koncept ga bom jaz uporabila, naprimer, ali sem ga za to raziskalo, med potomci 19. stoletja, ki so si sami mislili, da so bili Avstrijci, in po leta 90 ali 2000 so nekako odkrili, da pridejo slovenskega izvora, ne vedno z deloma, ne, kar je nek dedek je bil, ampak dobro, ono se odločijo, da jim ta identiteta ustreza in pol od tega se gradi nova skupnost, nova identiteta se predstavijo med drugimi Argentinci kot Slovenci. Dobro. In pol sem tudi analizirala diasporo kot koncept, katerega jaz ne socializiram, poskusim tudi ga razumeti iz vidika interaktivnost in bolj kompleksnosti. In kakor sem rekla prej, študirala sem bolj društva in tam tudi opazovala, kako ljudi oblikujejo identiteto, ne? Preko slik na stenah, preko kakšnih knjig imajo, kakšne dejavnosti organizirajo in tako dalje. Ne bom se preveč poglobila na to, če hočete, pa lahko imamo na diskuciji. Torej, knjiga se potem deli na dva dela. Prvi del pregleda čezoceanske migracije na splošno in slovenske migracije v Argentino, ne, posebej, bolj natančno. V Argentini je fenomen migracije zelo pomemben, ker do 19. stoletja smo bili mi del španske kolonije. To se pravi, da v 19. stoletju, ko naši intelektualci začnejo razmišljati o tem, kako zgraditi novo državo, ne, v kontekstu kapitalističnega razširjenja, ne? Razvoja. Se tudi naši lotijo razmišljati. Torej, Argentina je zelo velika, ne vem, če veste, kje je. Ja, to lahko ne bi vedeli, ne. Je zelo ogromna država v Južni Ameriki. Imamo zemlje veliko. Torej, oni so si zamislili, da je naša zemlja bila prazna, ne? Prazna od ljudi, ampak zelo kvalitetna za razvoj. To se pravi, pozabili so na stare naseljence, ali jih niso pozabili, v bistvu so jih šli in ubili, ne? Da bi vsa ta pampa, kjer bi dali kravice, pa tudi pšenico, posadili pšenico, bi imeli več prostora za razvoj, ne, razvoj. Torej, v tem simboličnem razmišljanju priseljenci so bili simbolni element razvoja. Oni so, te intelektualci so si zamislili, da bi prišli Evropejci iz severa Evrope, Švedi, ne, naprimer, Norvečani, in da bi prišli in da bi Argentina postala civilizirana. Takrat je bil v mislih tale polarnost, civilizacija in barbarstvo. Ja. Seveda, barbarstvo je bilo podeželje, indijanci, civilizacija je bila
ZDA, Evropa, ne, umetnost, lepe obleke, glasbe in tako dalje. Torej, kaj se je v bistvu zgodilo v 19. stoletju? Prišli so Italijani, Avstrijci, prišli so ljudi iz Južne Evrope. In prišli so po velikem, mislim, masivno. Se spomnite, da takrat v evropski zgodovini je huda kriza, ne? Torej, oni pridejo masivno in med njimi pridejo tudi Slovenci. Čeprav, kakor je že dr. Kalc tudi pisal in raziskoval in tudi drugi zgodovinari, Argentina ni bila zelo zanimiva za Avstro-Ogrsko, ker je bila zelo daleč, nič ne bi zaslužila, ne, s temi priseljenci. Torej, ni bila zanimiva. Slovenci so takrat rajš šli v ZDA. Poleg tega, ena manjšina si upa pridati do Brazilije in do Argentine. V Argentino pride okrog 50 družin, bolj ali manj, a ne. To je zelo malo. Odkot pridejo? Iz Primorske, a ne. Predvsem iz Goriške. Torej, oni pridejo in jih pošljajo takoj v kolonije. Država in posamezniki, tudi privatni, ampak dobro, država je to organizirala. So jih poslali na kolonije, to se pravi, Teli imigranti so živeli skupaj v četrtih, na podeželju, kjer ni bilo nič. Naprimer, ta prvi Slovenci so bili namenjeni iti na severno Argentino, kjer je res druga geografija, mislim. Zelo vroče. Zelo vroče, hrane, mislim, kakor so bili navajeni Slovenci, ni bilo vode, ne. Mislim, ali je bilo ne pitne vode, hočem reči. Torej, te ubogi Slovenci iz Podnanosa, iz Goriške, padejo tam. Nekateri so se pol premikali, šli so bolj proti jugu, na provincia de Santa Fe ali v Entre Rios. Ta provinco si prosim zapomnite, ker med letih 1878 in 1880 so prišli Slovenci v Entre Rios in so se tam kar, mislim, našli nov doma, ne. Prav. In medtem, argentinska država je začela opazovati, da te ljudje je treba argentinizirati. Mi rabimo prebivalstvo, ampak teli govorijo še po svojem. Prav, šola, vojska, pa taki elementi simbolni, državni, so začeli biti zelo pomembni za državo in zaradi tega so te otroci priseljencev morali iti obvezno v šolo, da se argentinizirajo. Tukaj najdemo en razlog, zaradi katerega so migranti iz konca 19. stoletja se nekako integrirali, hitro argentinizirali, pozabili na svoj slovenski izvor. Je postal mogoče podni list, s katerim so prišli noter, in v podnem listu je pisala prva Avstro-Ogrska, pol so lahko zamenjali sigurno, in je pol pisala Avstrija. In do okrog 90-ih letih prejšnjega stoletja večina so mislili, da so bili Avstrijci. Prav. Kaj se zgodi z drugim valom? Pol pridejo Slovenci tudi tik pred prvo vojno, to so bili predvsem intelektualci, ljudi s tehnično izobrazbo, in oni so šli graditi ceste, naš metro, in take druge velikanske gradnje, bili so del tega. Med njimi je prišel tudi, takrat je bil inženir, ampak pol se je lotil antropologije, Janez Benigar, ne vem, če ste slišali za njega. On je pol živel med Indijancih, med Mapučih in razvil veliko materijala, vire znanosti. Pol pa imamo
jaz mu rečem drugo obdobje, tretje obdobje priseljevanja. Po vojni prvi, 1919. pa do, bi rekli, druge svetovne vojne. Tam pridejo Slovenci, ki so bili že pod Italijo, pod fašizmom, to si ti že sigurno razlagal. Pridejo tudi Prekmurci, ne, tisti, ki so bili takrat vključeni v kraljevino in med temi Slovenci, Prekmurci so nekateri, ki so bili luteranci, drugi so bili katoličani in še Belokrajinci in tudi ljudje iz drugih območij. To govorim masivno. Takrat so prišli okrog 25,000 ljudi. Ne? To je bila najbolj masivna migracija slovenska v Argentini. In v tej skupini sem jaz sledila tako kot zgodovinsko, kakor v sedajnosti, veliko razlik v vzpostavljanju identitete. Ne? So zelo heterogene te identitete. Od političnega vidika smo imeli posameznike, ki so bili za kraljevino, ne, za Srbijo, za ta zgodovinski razvoj, ki se je dalo v vaših krajih. Kakor večina jih je bilo antifašistov, oziroma so bili proti okupaciji Italije, slovenskega ozemlja. Med temi so bili tudi komunisti, ki so bili zelo angažirani ne samo slovensko, s komunističnim partijem Slovencev, ampak tudi bolj nasplošno v Argentini, to si tudi malo povedal že. Pa tudi, naprimer, ko je izbruhnila vojna v Španiji, so šli nekateri tudi prostovoljno, nekateri dva, nekaj takega. Imeli smo liberalce, imeli smo bolj, kakor sem rekla, bolj na desno, imeli smo katolike, imeli smo luterance in ljudje so se ponavadi preselili iz Slovenije in končali bolj ali manj skupaj. Ne? Primorci so se selili, bom bolj tudi pokazala, bolj skupaj, Prekmurci tudi na drugo četrto v Buenos Airesu. Bile so urbanske migracije, niso šle več na podeželje. Prišli so iz slovenskega ozemlja in končali kot delavci, industrijski ponavadi. In zadnje obdobje je tukaj po drugi vojni. Tukaj vidite, sem vam prej omenila, tele Chaco in Formosa so zelo vroče province. Tukaj so prišli prvi priseljenci in pol končali bolj tukaj, kjer so razmere za življenje malo boljš. Drugi val je tudi šel iz Buenos Airesa v Rio Negro, Mendoza, Santa Fe, Entre Rios, Córdoba. Tukaj so vam vse. In da zadnji val v bistvu je prišel zaradi političnih razlogov. To se pravi, da so bili seveda različni, mislim, organizacija je bila že različna, so prišli organizirani, ni bilo toliko razlik navznotraj, v smislu, če so prišli niso prišli iz kakšne specifične regije. Je pa res, da vznotraj je pa bila neka organizacija glede bolj vertikalne, tisti ta glavni in pueblo, folk. Običajni, ljudstvo. Običajni, ja. Zakaj so prišli v Argentino, ker je takrat bil, ne vem, če ste kdaj slišali za Perón, Juan Domingo Perón, od Evita Perón, musical. Perón je bil, v bistvu je bil
militar, vojak. Bil je tudi umešan na vojaški udar, ki je bil par let pred njegovo administracijo. On je zelo bil fan od fašizma v Italiji, torej je zelo zanimivo, kako ko on pride, ne, on hoče, da se Argentina spet industrializira, da Argentina ni taka podeželska država, ki se samo ukvarja s kmetijstvom, ampak da je Argentina vredna tudi industrializacije. Ne. Zaradi tega rabi kvalificirane delavce. Zaradi tega razloga smo mi smo dobrodošli tudi nacije in ustaše, pa druge pomembne zgodovinske primere. Čeprav smo hoteli latinske priseljence, ki bi bili latinskega izvora, to se pravi Španije, ne, ali Italije, so pa vsaj upoštevali, da ideološko niso bili antikomunisti, anarhisti ali socialisti, pa tudi, da so bili katoličani. Torej, zaradi tega razloga, Vatikan je bil tudi umešan na tem, so dovolili, da so prispeli 30 in 30 tisoč jugoslovanskih beguncev, prevladovali so Hrvati, bili so tudi Slovenci, pa Srbi. Okay. Torej, kakor sem rekla, v tem delu knjige sem predstavila kontekst in bolj sem se lotila v drugem delu analizirati različna vzpostavljanja slovenstva v Argentini. Torej, prvi val ali vsaj potomci prvega priseljevanskega vala so v bistvu pozabili na svojo etičen izvor in se pol prebudili pred kratko. Ampak, ker so stvari kompleksne, ker stvari na terenu niso nikdar čiste, ne da bi jaz samo našla te ljudje. Te ljudje so se začeli tudi mešati z potomci in migranti drugega valova v Entre Riosu. To se pravi, da ko sem jaz prišla v Entre Rios, sem jaz videla ljudi, ki so se mogoče v preteklosti čutili Avstrijci ali Italijani, Jugoslovani. To razumete, zakaj? Razložim. Italijani, ker so prišli tudi z italijanskim potnim listom iz Italije. Jugoslovani, ker so nekateri tudi uspeli so razumeli, da čeprav je potni list pisal, da so bili iz Italije, ker so bili, večina jih je iz Primorske, da so bili del Jugoslavije. Ne? In pol naenkrat od leta 2000, ko se je en posameznik, en tak zelo zanimiv gospod loti raziskovanja svojih korenin, ko je bil že upokojen, to je drug zelo zanimiv fenomen, da ljudi imajo čas, pride ena življenjska kriza, kakor je upokojitev, ta gospod se je lotil raziskovanja svojih korenin in pride do tega, da on ni iz Avstrije, ni iz Dunaja, Srbija, ga je, veleposlaništvo Srbije v Argentini mu reče, ne, to ni tukaj. In pol on odkrije, da je, to je Slovenija, wow, kaj je Slovenija? Takrat se je začelo mogoče v 90-ih letih govoriti o Sloveniji, Argentini, ker se je takrat tudi osamosvojila. Prav, pol pa ta gospod začne evangelizirati. Mislim, da je zelo tak easy izraz, da razumete. Začne govoriti, naredi predstavitev, ima predavanje, gre do teh bivših kolonijah, kjer so bili menda te Slovenci
pa govori, pa se vsak dan več ljudi zaveda, da so Slovenci, ne. Torej, kar je zanimivo, je to, da je to kot neka etnogeneza, ker od takrat naprej se ustanovi prvo društvo, ne, tako, mislim, uradno društvo v Paraná Entre Ríos, to je glavno mesto te province. In se začnejo učiti, kaj pomeni biti Slovenc, kaj je Slovenc, ne. Pride ena učiteljica, uči slovenščino, ali ne, njegov sin pride v Slovenijo, se nauči jezik in ga pol predava tam dol, pol pa jim se zašijajo seveda kostume, ne, narodne noše, se začnejo pokazati v argentinski družbi kot Slovenci, v narodnih nošah, kuhajo štrudle, potice, pa prodajajo. Mi imamo tam parkrat na leto take migrantske zabave, ne, Fiesta Inmigrantes. Ja. In tam se različne skupnosti predstavijo, ne, svojo hrano, svojo glasbo, okay. Celo snema video, v katerem 2 minuti samo ponavlja primke, ne, ki so bili v Entre Ríos slovenski. Pol pa imajo zdaj tudi trg svoj, slovenski trg. Grejo do pokopališča, iščejo, a ne, tak proces raziskovanja. Torej, v tem poglavju, kjer piše odkrita migracija, se jaz vprašam, a je to res odkrito, ali je zdaj ta fenomen, kjer se vizibilizira ta identiteta. Ker nekateri posamezniki, ko sem je šla bolj globlje, vidim, da so vedeli, da so bili Slovenci, ali da je prednik prišel iz Jugoslavije, ampak je bil Slovenec, ne. Nekateri pa ne. Preteklost je tukaj zelo pomemben element, ne, da se ljudi identificirajo in pridejo, se naučijo zgodbo, kako so prišli Slovenci v provinco, zakaj so prišli, kaj je bilo takrat v Sloveniji in tako dalje. In predvsem se začnejo predstaviti v primerjavi z drugimi Slovenci v Argentini kot slovenski gauči. A veste, kaj je gaučo? Kavboj. V Argentini nimamo koncept kavboja, imamo pa gaučo. To je tisti, ki je kmet na polju, bolj tisti od teh. Tisti, ki dela, ki gara cel dan, oni so gauči, ne, imajo posebne hlače, poseben klobuček, ki v bistvu pride iz Španije, Baskos. Torej imajo cel, tukaj imate, ne, enega, tam, kako je vlečeno, se vidi. Ta človek, ki dela na zemlji, ne. Torej, mi smo slovenski gauči, so začeli reči. Kar je zanimivo, ne, ker prinesejo tradicijo ali identiteto iz Slovenije, pa še tradicijo svojega območja. Je zelo zanimivo, zame vsaj je bilo. In pol dobro, imajo tele diakritične znakosti oziroma elemente, ki jih predstavijo v družbi, ne? Kakor sem vam rekla, društvo in predstavitev. Pol imam poglavje, v katerem analiziram identifikacijske procese med Slovencih med obema vojnama. Ne? Prej sem vam rekla, odkot pridejo, tam se vidijo, šli so v Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos in tukaj Mendoza, tukaj je Rio Negro. Bariloche, ste slišali za Bariloche? Je kot majhna Slovenija. Kranjska gora. Kranjska gora, je. Ja, kot gre. Prav, ne? Tam kakor analiziram, kako so tele izvorne regijske identitete tudi vplivale v argentinskem kontekstu in to pri organiziranosti.
čeprav oni niso imeli toliko težav med seboj, kakor bi imeli teli Slovenci, ki si oni poimenujejo kot stari Slovenci in begunci, ki so se poimenovali novi Slovenci, so se pa organizirali nekako skupaj, Primorci po eni strani, tukaj, Primorci v glavnem na severu Buenos Airesa, tukaj, Paternal, Saavedra, Villa Devoto. Kajc imenuje Primorska vas, je rekla Paternal, se pač aktualiziral. Ja. Tukaj so prišli, tukaj babi moja in dedi so prišli tukaj. Tukaj so pa šli predvsem Prekmurci. Torej, so se spoznali, so se radi družili, ampak društva so bila ločena. Pa še nekaj, v Kordovo, to se pravi tukaj, večina, ki jih je prišlo tukaj, so bili Belokrajinci. Tudi v Čako, zdaj sem naprej raziskovala, to je Čako tukaj, so prišli tudi v glavnem Belokrajinci. In to zaradi česa komunikacije, Eden iz vasi je šel, v Kordovo, pa je pisal svojim prijateljem, pridi, tukaj je delo, pa so ljudi pa šli, tako so se začeli druževati. Torej, regionalni izvor je nekako vplivalo na način organizacije, strukturacije. Pol oni so imeli tele društva, različna, delavsko, podporno delavsko društvo Ljudski oder, kjer so bili v glavnem Primorci, med njimi večina komunistov. Pol smo imeli Slovensko krajino, kjer so bili katoliški Prekmurci, in tako dalje, ne bom zdaj omenjala se. Prav. Tisk je bilo za to skupnost zelo pomemben element vzpostavljene zamišljene skupnosti in imeli smo spet različne časopise z svojimi spomenitvami. Ljudski oder je imel bolj leve, delavske gazete, pa Naš dom je bil bolj predstavnik kraljevine, se ne spomnim slabo, in tako dalje. Prav, oni so bili zelo angažirani na politični razvoj izvornega ozemlja, zaradi tega jaz tudi tukaj malo debatiram, zakaj bi to migracijo imenovali samo kot ekonomsko migracijo. V nekateri literaturi in predvsem med literatura pisano iz strani beguncev se govori o teh, kakor če bi bili ekonomski migranti. Seveda je bila ekonomija en razlog, zaradi česa so oni šli v Argentino, ampak ni bil edinen, političnost je bila tudi zelo pomemben razlog. In o tem so tudi pripovedovali te zgodbe. Moja babica je prišla zaradi tega, ker je v vasi ne vem kdo ubil ne vem koga in bolj se zapleta to tudi v zgodbe. In kakšni so današnji procesi identitete? Ker ko je bila socialistična federativna država Jugoslavije, je dala veliko, jo je zelo zanimala, kako se teli Slovenci v Argentini, teli stari Slovenci nekako razvijajo in so poslali material, so povabili potomce Slovence nazaj v domovino in tako dalje. Ampak ko pride osamosvojitev, pride še en akter, ki so teli slovenski begunci in potem oni izgubijo svojo prednost. In tudi dobro, kakor je od takrat tudi v državi, pridejo teli boji, ideološki spet v upoštev in nekako tudi način življenja. Argentina se je v 90-ih toliko neoliberalizirala, da je takrat še bolj revna, torej ljudi morajo več delati
torej združevanje zaradi etničnega izvora ali nekaj skupnega v tem načinu včasih ne pride v poštev, zaradi tega sem govorila o procesu pozabe, ne? Tudi argentinizacija se zelo veliko vpliva. Čeprav vidim ta fenomen, v zadnjih letih spet se tudi najde med njimi, med reprezentantes, kako se reče? Predstavnike te skupine, tudi prebuditev. In prebuditev vključuje prideti v Slovenijo, mogoče ostati tukaj leto ali probati, če gre življenje v Sloveniji. Kar je tudi zanimivo, ker imamo bolj mlajše posameznike, ki se zanimajo za slovenstvo. Tudi te Slovenci so imeli prve slovenske šole v Argentini, o tem tudi opišem. Še kaj bi bilo pomembno? Seveda, pol imajo druge diakritike, še vedno narodna noša je diakritik, imena društev je diakritik, do osamosvojitve leta 1991 so bili večina teh društev jugoslovanska, od takrat naprej imamo slovensko podporno društvo Triglav, na primer, v Vila Devotu, ampak ostajajo še ljudi, ki se identificirajo kot Jugoslovani in sodelujo na jugoslovanskih društvih še vedno danes. Dobro, to sem vam že pokazala. In pol, že druga zgodba je med slovenski begunci komunistične revolucije. Oni so prišli, kakor sem rekla, organizirani, med njimi smo imeli v bistvu telih političnih elit, pa religioznih elit, torej oni so nekako tudi še vedno strukturirali to vertikalnost skupine. Tisti, ki niso uspeli iti v ZDA ali v London, so prišli v Argentino, ki je bila odprta za velike družine, za ljudi, ki so bili bolj stari, za otroke. Argentina je bila zelo odprta takrat. In oni so se postavili kot pravi Slovenci, organizirali so svoje slovenstvo šolo, imeli so res natančno organizacijo. Tisk je bil zelo pomemben za delitev, razširitev ideologije. Tudi šolski sistem, vera, je zelo obveznost, ne samo biti katoličan, ampak tudi biti del teh ritualov. Dobro, tisk, veliko tiska, oni so razvili res ogromno literature, književnosti, pa tudi zgodovine, drug vidik zgodovine, ki ni bil takrat, mislim, v Jugoslaviji, ki se ga ni, en vidik, ki ni bil sprejet v Jugoslaviji. Torej, ko se Slovenija osamosvoji, oni so kot enak trg je zanimiv tudi za tiste ljudi, ki hočejo osamosvojitev, jih prinesejo kot primer slovenstva. Obdržali so jezik, obdržali so tradicije. In imamo še vedno danes šesto generacijo otrok, ki kot prvi jezik govori slovenščino v Argentini. In bom še nekaj rekla. Danes je obvezno, vrtec je obvezen od 3. leta naprej. Torej do 3. leta to bo nekako vplivalo tudi na druge generacije, ker do 3. leta otrok nekako še ne razvija kompletno svoj jezik, torej bomo videli, kako bo v drugih generacijah. Zaradi tega je en filozof slovenski, Termauer, imenoval te Slovence kot slovenski čudež. In oni so vzeli ta koncept in seveda ga uporabili. In se mi zdi, da je to zelo tudi zanimivo. Prav, politično so bili zelo tudi organizirani in med seboj, ne samo z Argentino, ker te Slovenci so živeli v Buenos Airesu, tukaj v San Martinu, to je Buenos Aires, San Justo, tukaj je šel vlak in Slovenci so se seveda kupili
zemljo, različni so dali skupaj denar, kupili zemljo in začeli tukaj graditi. Ne? In tukaj so njihovi domovi. In tukaj je glavna slovenska hiša, glavno društvo in nekako artikulirata druga. In pa so šli nekateri v druge province Buenos Airesu, v Bariločah, ki je bila zelo pomembna andinska, mislim za gorska skupnost. Oni so bili zelo pomembni pri alpskem smučanju tam, so razvili pa tudi andinizem. V Mendozi so zelo pomembni tudi med ljudi, ki proizvajajo vino. Bolj zelo nasplošno zdaj, kar prijemo. Prav. In pa pred zadnjo poglavje analizira označevanja, etikete starih in novih Slovencih. Ker v tem procesu vzpostavljena identitet se ne more pozabiti, da so se začeli razlikovati tudi na bolj agresiven način, mi in drugi. Stari Slovenci so rekli, da teli novi Slovenci so bili vsi kolaboracionisti in dobro, od tega se je kot začelo tako pripovedovanje, begunci pa seveda od starih, da so vsi komunisti. In obe potrditve sploh niso res, ko analiziraš zgodovino, ker, kakor je tudi rekla dr. Irena Mislej, medvojnih Slovencev je bila zelo malo, je bila manjšina, ki je res bila v komunističnem partaju. In med begunci je bilo tudi veliko ljudi, ki so se ustrašili, ker je prišel, en župnik, pa rekel, pride komunizem, so se ustrašili in šli, oni niso bili del vojne ali vojske. Torej, spet na sklepu poudarjam, da je oblikovanje slovenstva v Argentini različno, da moramo tudi gledati izvorno državo, da moramo videti in analizirati kompleksnosti. Bolj ali manj to. In da seveda so se zgradili stereotipi, ki označujejo, pa tudi nekako ločijo skupine. In je zelo tudi zanimivo analizirati, kaj se zgodi po osamosvojitvi, kjer komunizem pade, naprimer za begunce komunizem ne obstaja več, torej kako oni zgradijo naš mi, v primerjavi tudi s Slovenijo. In obratno. To, pa gremo bolj na diskusijo. Hvala. Lahko si gledati knjigo. Če ima kdo kakšno vprašanje? Jaz imam nekaj vprašanje. Prej, ko si predstavljala, recimo, ko si se navezovala na zgodovino Argentine, si govorila v prvi osebi. Mi smo, pri nas, naš koncept je bil koncept praznega prostora. Mi smo hoteli to in tako naprej. Koliko je ta del identitete, da si recimo Slovenci v Argentini, ki če jim rečemo Slovenci v Argentini, mislimo, da to je ena slovenska skupnost, kot če bi pogledali na politični zemljevid Slovenije in bi videli en zemljevid, kjer je v mejah države obarvan ena sama barva. Ampak tvoja knjiga kaže in hoče poudariti prav to, da kako je ta identiteta v bistvu barvita in raznolika. Torej, kako te razne komponente, če jim lahko to rečem, pa razne generacije, razni valovi, ne vem, kako bi točno rečel, torej ti vezani na te, recimo, 3 različna zgodovinska
obdobja priseljevanja in ugrajevanja, kako oni čutijo Argentino, ali vsi govorijo, bi rekli, bi povedali, kot si povedala ti, bi govorili v prvi osebi. In drugo, naslednje vprašanje je, kako Argentina gleda na Slovence, ki, kot si rekla, je en drobec med Slovenci, smo en drobec v vsem tem preseljenskem množici ljudi, ne? Če razlikujejo te razne obdobja naseljevanja, ampak predvsem, kako gledajo na Slovence, glede na njihova različna stališča, tudi svetovno-nazorska, ki so med pomembnimi identifikacijskimi razlikami v samem slovenskem kontekstu. Zanimivo vprašanje, hvala. Prvo vprašanje bi jaz rekla, da se identitete oblikujejo, ne? Torej, se oblikujejo v kontekstu, v interakcijah. To se pravi, da jaz sem danes tukaj v Sloveniji, a ne? Zato sem govorila o mi v Argentini. V Argentini bi jaz tudi govorila o mi Slovenci iz Slovenije. Pa tudi to se zgodi za slovensko skupnost, ki je zelo seveda barvita, različna in tako. Torej, nekako ta slovenska, govorimo o sedajnosti, ne bom šla zdaj na preteklost, ampak danes v bistvu se ta identiteta, slovenska identiteta zgradi v iskanju razlikovanja pred drugimi Argentinci. Kot če bi bil en moralen valor, no? Vrednota, moralna vrednota, nekaj, kar te dvigne od drugih Argentincev. In ne govorim, to se zgodi v bistvu med tudi drugimi priseljenci, Nemci in tako dalje. Zdaj govorimo o Slovenci. Torej, tale barbarizem, civilizacija nekako še vedno operira v mislih ljudi, kjer te ljudi, ki imajo mešano kri, ne govorimo bolj esencialistično, na hitro, ampak ki imajo tudi staronaseljenski indijanski izvor, pa se vidi na svoj vid, ne? Na videzu, ja. Na videzu imajo bolj temno polt, imajo druge oči. Torej, biti blond, imeti svetle oči, jaz nisem blonda, seveda, tudi nimam svetle oči, ampak ne gledam kot indijanka, ne. Torej, to za nekako pomaga nekaterih, da se razlikuje od tistih, ki ne delajo, ki samo hočejo socialne plane in tako dalje. Torej, Slovenija je danes civilizacija za tele potomce in tudi nekatere migrante. V tem smislu je danes tako, je vrednost biti Slovenc ali tam reči. In kaj se zgodi, ko oni pridemo v Slovenijo, je, da se oni pravijo, da so tudi del Slovenije, ne? In to je tudi en mi, odvisno od konteksta, bi jaz rekla. Da so oni, ali da so tudi Argentinci, ne? Nekateri so med potomci, na primer begunce, ker sem vam razložila, da oni nekako odraščajo, se socializirajo v zelo zaprti skupini, kjer je obvezno iti v šolo, kjer je obvezno iti v mašo v slovenskem jeziku, kjer je obvezno imeti slovenske prijatelje. In bi rekla, da endogamija ali vsaj imeti slovenskega partnerja je še vedno zaželjeno. Taka oseba lahko pride tukaj, pa se ne čuti v redu. Ta pripoved, ta zgodba v Sloveniji ni isto, kakor so oni doživeli in se počutijo bolj Argentinci na koncu. A sem ti odgovorila? Ja. Ja, ampak sem te vprašati, kako Argentina, ne? Uradna Argentina, zato samo to, da povem. Ja. Enkrat smo predstavljali njihovo knjigo v Ajdovščini in Miha je razlagal podlagi svojih raziskav,
kako so priseljenci občutili tudi pritisk argentinizacije. Medtem ko je Irene Mislej potem povedala, da absolutno Argentina je bila vključujoča, odprta, neutralna država, da ne moremo jo primerjati kot s Združenimi državami Amerike, ki je prakticirala recimo asimilacionizem, v smislu amerikanizacijo, angližizacijo in tako naprej. Ja, lahko ti govorim, da pri tem je odvisno od obdobja Argentine. Jaz bi rekla, da do druge svetovne vojne je bila argentinizacija bolj močna. Ni pa bila ZDA, seveda. Argentina je že od diskurza nastala kot crisol de razas. Kako se to reče? Ja, mešanica. Mešanica ras, ne. Hotela je to tudi raznolikost. In v bistvu, ko pride neoliberalizem kot politična, ekonomska smer, pride tudi še bolj to odprtje. Ampak jaz bi rekla tako, Aleksej, Argentina je odprta za Evropejce. Če pa pridejo migranti iz Bolivije, iz Čila, iz Urugvaja, ne, ker se počutimo kot podobni, za te pa nismo odprti. In to raznoličnost nam ni tako všeč. Torej, jaz bi rekla, da diskursivno je odprta in še posebej bi poudarila v 90-ih letih, kjer se predstavi kot multikulturalna, pluralistična država v diskursu, v praksah pa ne. V praksah si šel v šolo in to mislim, da Irene je hotela samo poudariti, da ni bila toliko zaprta kot ZDA. Ampak v praksah je diskriminacija do teh migrantov, ki noče govoriti jezik in to ti si tudi sigurno sledil take zgodbe, ne? Da so jim rekli, aj ti gringito, ne, gringo, zakaj, deja de hablar lo bueno, ne, je bilo kot prepovedano, je bilo nekaj resnega. In danes se to še nadaljuje z Bolivijanci v bistvu, kjer imajo v šolstvu veliko diskriminacije, ker imajo drug način učenja, a ne pa pridejo z drugim jezikom, ajmara pa to pečko. A sem ti zdaj odgovorila? Jaz mislim tudi, da v zgodovini v Argentine sta se nekako preklapljala dva diskurza, kar se tiče priseljevanja, politike in tako naprej. Na začetku je bil tak, ki ga poudarjaš, liberalen, ki je hkrati imel neko rasistično komponento v sebi, temeljenost na znanstvenem maršizmu in tako naprej, ker so pobrali iz Evrope od francoskih in angleških mislecev, po katerih so se zgledovali, ker so ne nazadnje tudi študirali, ker so poudarjali, kako je zdaj Argentina odprta, je na poti k razvoju in mora sprejeti priseljence. Ampak Sarmiento je oboževal. Ampak pred temu so seveda dajali prioriteto tistim, ki so prihajali iz severa Evrope. Po drugi strani pa se je tam proti koncu 19. stoletja in potem ta tok potem pride do izraza še bolj med svetovnima vojnama, ta argentinski nacionalizem, zgledovanje po španski kulturi, hispanismo, Leopoldo Lugones in taki misleci, ki zagovarjajo, da se mora Argentina prenoviti navznoter, da se mora izgledovati po španski dediščini. Pa še en element pozabila, ker med temi migranti so bili anarhisti pa socialisti, ki v bistvu niso bili predni delavci, kakor so jih oni pričakovali. In zdaj ta nacionalistični diskurs, ki se je navezoval na cerkev, na veleposest, na vojsko, je potem prišel močno do izraza po 30 letih, se je potem ponovil s Peronom, ampak to je bilo del argentinske zgodovine že od vsega začetka, ko imaš, ko se je Argentina začela osamosvajati od španskega imperija in Juan Manuel de Rosas je imel svoj feud tam v Buenos Airesu, je bil prvi ta caudillo, ko pravijo vojaškim voditeljem. Tako da nekako se jaz skozi argentinsko zgodovino sta se ta
nekako, ne, če prav površno gledamo. Jaz mislim, da med argentinsko zgodovino pride vedno upoštev ta debata med civilizacijo in barbarizmom. Ja. Ker tudi peronizem se razume včasih kot barbarizem. In v bistvu to sem hotela še reči. Peron je zelo taka čudna oseba, ne, ker zgodovinsko gledano. Ker on je bil zelo tak, kar smo mi dva zdaj podarila, ampak pol je tudi bil zelo odprt pomagati manjšinam, ne, ljudi, revnih ljudi, ki so Populizem. Populist je bil, ja. Indijanskih Socialna pomoč in dejansko samurni delovnik je bil uzakonjen v času. Imeli osebno izkaznico, bili nekdo v tej državi. No, ampak, kar sem hotel jaz še izpostaviti, je to, kako smo včasih raziskovali migracije, kako so recimo na Slovenskem gledali na slovenske skupnosti po svetu in so gledali z te perspektive, da ko se vživljajo v neko tuje okolje, začnejo izgubljati svojo identiteto, svoje slovenstvo. Ti pa dokazuješ, da to ni res, ker identitete se ne izgubi, ampak se stalno rekonfigurira v nekih procesih znotraj skupnosti, v odnosih med posamezniki, ki tvorijo neko skupnost in v relacijah z večinsko družbo in tako naprej. In se tvori v sedanjosti, ampak z nekim pogledom tudi na preteklost, ne, ker se vedno preoblikuje ta dogajanje v preteklosti, tako da ustrezajo sedanjosti. Morda najbolj očitno je to pri teh izseljencih iz Entre Riosa, ki si jih predstavlja, ampak prikazuješ, kako se to dogaja tudi pri drugih in tukaj tako na diskurzivni ravni, kot tudi na nediskurzivni, recimo prek kulinarike, ne, to tudi izpostavljam. Bi lahko malo več povedala o tem tudi pri drugih skupnostih, recimo pri teh povojnih, kako se to kaže. Kulinarika, na primer. Ja. En element neobdrževanja identitete za večino teh ljudi je bila kuhinja. Ne? In meni je bilo zanimivo, da preko generacij mogoče se je prekinil jezik, ampak ne tradicija, ne kakšna kuhinja. Mogoče ena babica je naučila svojo vnukinjo, prav, med slovenskih političnih je drugo, ne, to je zelo zavestno. Babica bo naučila, ali v šoli se bojo naučili peč potico, recimo, ali kakšno drugo hrano, tudi kislo zelje, pa pečenice, to je zelo običajno, pa krompir. Zdaj pride tudi čevap. Poštev, čevap pa v bistvu ni slovenc. Ampak dobro, oni pravijo to slovensko. Med bivšimi priseljenskih generacijah pa mogoče so naučili naprej recepte, ampak teli potomci niso vedeli, da so to slovenski recepti. Zdaj se ne spomnim dobro na primere točno, ampak recimo vi v Sloveniji imate en način imenovanja neke verzije potice, ki je gubanca. A ne? Je možno? Kako se reče? Dve sta. Ali je gibanica, ne, in to je gibanica preprosta, ali je gubanca. In gubanca je recimo iz zahodnega dela, tam Beneške Slovenije, tam je gubanca. Prav. In pol, jaz sem bila na raziskovanju, se dobim z eno vnukinjo, ki se spomni, moja babica je imela kokoške, pa vrt, a ne, to je tudi slovensko, je kritik za slovenstvo. Pa je kuhala, pekla gubanco. Kaj pa je to? Ker jaz nisem imela pojma, kaj je to. Pregledam tisto knjigo od Bogataja, ne najdem gubanco, vprašam naprej, gubanca, ti jo bom spekla. In pol mi prinese eno majhno, in jaz rečem, to potica. A ne, ker je bilo orehova, a je tudi orehova? Ja. Torej, to je bilo zelo zanimivo, ko ona odpila do slovensko, da se temu reče potica, je bila, ne morem verjeti, mi smo jo poznali. Torej, tudi
ta narečje ne, se je vzdrževalo. In v drugem članku tudi govorim, kako nekatere besede, ki so se obdržale, ne med begunci, govorim o drugih, so bile kot spominske, ne, kot spominski element in povezovanje na svoje prednike, ljubezen do prednikov. Babica mi je pela na planincah Sončice sije, nam je zapela pesem. In ni nobeno drugo besedo poznala po slovensko, ampak pri tem pa je, ne, govorila. Ja. Sem ti odgovorila? Ja. Ti si imel še eno vprašanje. Jih ima več. Ampak recimo, ti si na začetku rekla, kako metodološko, recimo, in Miha je zdaj poudaril, kako so enkrat raziskovali. Jaz bi rekel, da niso tako enkrat raziskovali, da še vedno raziskujejo, ne? Ampak recimo, da so se pristopi zelo razmnožili in diversificirali, ne? Zato, ker je res, zdaj si povedala en primer, ne? Da kako ostane v spominu, ne? Lahko v hrani, lahko v pesmi, lahko v besedi, edini, ki ne veš, kaj pomeni, ampak te spominja, ne? Ampak to ne pomeni še, oziroma, to je en nivo, ne? Drugi nivo pa je tisti, ki ga omenjaš pri beguncih, ne? Ker so vsi ti elementi zavestno mobilizirani za to, da se konstruira nekaj. Ne? In recimo, razlika med tremi recimo segmenti, imenujemo jih tako, no? Recimo, da drugi je že prišel močno, narodno in socialno in politično mobiliziran in izoblikovan. Ne? Da begunci so prišli ravno tako, bodisi biološko in nacionalno izoblikovani. Medtem ko prvi, kot ti lepo, ne, smo videli, kakšen je bil proces, temu rečemo nation building, ne, to se pravi izgradnje, torej mobilizacije tistih elementov, ki zdaj pomenijo elementi pripadnosti neki skupnosti, ki smo ji rekli zdaj, ja, tudi mi smo del slovenskih skupnosti in se ločimo od ostalih treh. Ne. Torej, meni je tvoja knjiga predvsem pritegnila zaradi tega, ker je ta element postavljen v ta proces, ne? Torej element tisti, ki so prvi prišli in kako se to po poti začenjo zavedati in agirati, to se pravi se obnašati zavestno, mobilizirati se, kot si rekla, ti je hodil predavati bizaj, ne? Je hodil predavati dokazovati in v določenem, to se ni slučajno zgodilo v tistem zgodovinskem momentu, ne? Ker tudi to je pomembno, ne? Ker prej si rekla, da ne samo Slovenci, ampak tudi drugi, pripadnost slovenski skupnosti v Argentini pomeni neko pozicioniranje v argentinski družbeni hierarhiji, recimo tako, ne? Tudi to je. In tisto še eno bom dodal, ne? Kako tvoj pristop, ali pa antropološki pristop, če ga primerjamo s tistim klasičnim geopolitičnim ali pa nacionalno-zgodovinskem, torej tistem pristopu, ki je še vedno zelo živ in ki govori o slovenskih izseljenskih skupnosti, ampak bi lahko bili italijanske, bi lahko bili nemške, kot nekih blokih, kot nekih delih nekega širokega etnotelesa, bomo rekli, ne pa sestavljeno iz ljudi, ki so v bistvu delci te enotne egmote, ne, bi rekli, medtem ko ta sociološki, ampak predvsem antropološki pristop, ki ima v ospredju človeka, ne, zaznava tudi te, recimo, elemente, ki niso nujno povezani, ne, ampak ki obstajajo v čutenju vsakega posameznika. Hočem reči, da kako, ne, tak pristop, ki mu tudi jaz nekako se čutim v blizu, no, če vidimo, kaj se dogaja danes in tudi to, kar si rekla, nekako je ta želja, da pripadnost pomeni tudi odnos do drugih, ne, do drugih skupnosti, kako v bistvu deluje in prevlada tisti klasičen pristop, ne. Torej, ne tisti, ki gleda na posameznika. Potem ti posamezniki se identificirajo z nečem,
zato, da se počutijo nekaj več kot drugi. Ja, ker človek v bistvu rabi se čutiti del nekaj večjega, se mi zdi. In še posebej, da to je tudi za debato, ampak v drugem članku jaz tudi analiziram memoirs, spomine, ki so pisali potomci o svojih prednikih ali o svojih zgodbi. Kako je danes vsaj, kot je rekel takrat ta Francoz, anomija. Durkheim, anomija se reče. Anomija, veste kaj to pomeni? Anomija. Da se človek nekako počuti osamljen, da naša družba danes ima posameznike, delčke in hoče, da tako delujemo. Ampak kako nekako ta anomija prinese tudi preko etničnega izvora eno možnost združevanja. Zahodna družba, ne? Zahodna, ja. Zdaj se vidi, z vojno se vidi, kaj to pomeni. Kako mi beremo in pravimo, da barbarstvo ni to, da postavljaš človeka, da se čuti, ampak da se združuje, da etnično ali pa nacionalno čuti skupnost in da je pripravljen za skupnost umreti. Torej, ja. In dobro, drugo poglavje doktorske dizertacije je že kako se preko Facebook skupinah najdejo ljudi in kako se vzpostavljajo nova društva, ker to gre kot trobentice naprej, se množijo. Ja, dobro, ura je. Imate še kakšno vprašanje? Samo kratko. Kako je sploh nastala argentinska identiteta v začetku 19. stoletja? Kako je nastala? Bili so neki intelektualci, v bistvu vzgraditev držav je tudi v kontekstu, se spomniš pomladi narodov, torej to vzdušje tudi je navdušilo naše in nekako, ko se loči od Španije, se začenjajo organizirati kot država, ekonomsko so se hoteli osredotočati na kmetijstvo, torej so začeli razmišljati, kdo smo, pa teli intelektualci niso hoteli biti indijanci. Argentina je bila v glavnem zgodovinsko najmanj staronaseljenska država v svoji identiteti. Zdaj je to nemogoče že. Od južnoameriških. Od južnoameriških. Zdaj je nemogoče, ker je toliko prebivalstva, ker je tudi prišlo iz naših sosednjih državah, pa tudi je veliko, 75% ljudi je mešanica, mislim, za indijanci. Torej, zdaj diskurs še operira, prišli smo iz ladij, to je en diskurs, v praksi pa to ne velja. So pa se zelo osredotočili na iluminizem, na vse, kar je bilo takrat, o čem se je govorilo, o rasah, kako si ti rekel. Dejansko tisti, ki so osamosvojili Argentino izpod španske krone, ravno tako kot drugod po Južni Ameriki, so bili kriožos, jim reče v Argentini, kreolci po slovensko, to bi bili potomci španske elite, oziroma mešanici, tudi med ampak potomci španske elite, tile so se navdihovali, kot je Nadja rekla, pri idejah, ki so bile takrat v Evropi v polnem zamahu. Recimo prostozidarstvo je bila ena od teh, tako da vodja argentinske osamosvojitve San Martin je bil prostozidar in potem pri vseh drugih idejah, ki so... to je mason, ki so bile v Evropi takrat zelo aktualne, od evolucionizma, znanstvenega rasizma in tako dalje. Tako da mnogi od te prvotne argentinske elite so dejansko študirali v Evropi, so bili v Franciji, večinoma v Franciji, nekateri tudi v Angliji. In od tam so prinesli te ideje v Argentino in spodbujali tisto, kar se je potem razvilo kot državljanski nacionalizem. Se pravi, v Argentini imaš državljanski nacionalizem, ne etničnega, torej vsi se združujejo pod simbolom argentinske državnosti, zastave in tako kot je že prej povedala.
Ja, kot v Franciji recimo, kot je že prej povedala Nadja, je bila ta ideologija zelo močna. Ideologija, ki je temeljila na prepričanju o svoboščinah, o posebnem značaju argentinske države, ki ima posebno nalogo in tako naprej, med drugim asimilirati to množico priseljencev. In je bila v tem obdobju 20 let in tudi pred Prvo svetovno vojno zelo močna, tako da je eden od teh ideologov, ki je bil tudi zgodovinar in eden od začetnikov psihiatrije v Argentini, José María Ramón Mejía, je rekel, da priseljenci glasneje pojejo argentinsko himno kot domačini. Ne, tako da je imela zelo močan vpliv. Ja. Je pa res za te družine, intelektualcev, pa ljudi, ki so dobili te zemlje, od katerih so metali stran Indijance in pobili, so še vedno glavni, so še vedno elite, so še vedno na oblasti. Ker to moramo vedeti, da južnoameriške družbe so bile zelo stratificirane že od samega začetka. Na eni strani sloj teh tierra tenientes, ki so zemljiški posestniki in so imeli dejansko moč že takrat in so uspeli obdržati to v svojih rokah s pomočjo vojske, s pomočjo cerkve in se je njihov naboj se je prišel posebej do izraza potem v času, ko je ta nacionalizem prišel do izraza, pa v času vojaških diktatur. Ne. Tako da ja, imamo v Argentini, kot Argentina ni izjema med južnoameriškimi državami, so bile kar pogoste diktature. Prva je bila tista, o kateri sem govoril prej, to je 30. leta, ne, vojaški vdah. Ampak že ta se je navdihoval pri tistem, ki je bil na samem začetku argentinske državnosti, Juan Manuel de Rosas, ne, ki je med drugim tudi je bil Artigas, zelo kompleksno. Ja, je vodil Buenos Aires v času osamosvajanja. Ker na eni strani imaš konfederacijo, na drugi strani... Je kar centralizirana država še vedno, čeprav je Artigas poskusil, da ne, ampak Ja, ker je tudi videti pri sami strukturi države, ker Argentina ima 40 milijonov prebivalcev, od tega jih skoraj 15 milijonov živi v Buenos Airesu. Torej 40,000 Slovencev je res zelo malo. Ti si pa še vprašal politično, kako jih je država videla. Politično bi jaz rekla tako. Argentino nekako ni preveč zanimalo, odkot pridejo zares priseljenci. Nekako Slovenija, Slovaška, to je bilo vse isto za Argentince. In v bistvu je nastal grd izraz, zato meni je bilo pomembno tudi malo pregledati medvojno skupnost. Ker ponavadi se vsaj v Sloveniji, kjer se misli, da je slovenska skupnost samo zgrajena od slovenskih beguncev in njihovih potomcev, te ljudi so kar trpeli, ker so šli zaradi fašizma, ampak pa tam so bili v zelo nižjem sloju. Oni so bili degradirani, degradados. Poljakov de mierda so jim rekli, razumete? Drekovski, Poljki. Poljaki. In všivi Poljaki. Mislim, tako so jih imenovali. Ja, zato, ker je bila asociacija slovanstva. Slovanstvo se je povezovalo s socializmom, posebej takrat v času med vojnama. Tako da, in po druge vojni še. Ja, in potem po drugi vojni tudi s Peronom. Ja. Tako da čim se je na ulici slišalo nek slovanski jezik, takoj je bila reakcija in so bili kar hudi predsodki do... In zaradi tega so se ljudi tudi skrivali in skrivali svoj jezik. Ja, so
tukaj recimo tistih, ki sem jih jaz predstavljal, torej, so tudi v vsakodnevni komunikaciji slovenščino kar hitro nadomestili španščino. Tudi, ko so se tudi doma med sabo pogovarjali, ne, so hoteli čim prej pozabiti nekako slovenščino, da ne bi bili preprosto med zaznamovanimi. Drugače je bilo, če so bili teli priseljenci vsi skupaj, ne, skoraj kot v getu. Ne. Če se ti vsak dan samo družiš s svojimi, je drugo. Ja, to je bilo pri in če te država ne sledi in politično zasleduje, je drugo. Ja, pri teh, ki pridejo po drugi svetovni vojni, je kontekst drugačen, zato ker oni so tudi državno sponzorirani, ne. Peronova politika si je prizadevala pridobiti kogarkoli, ki je bil proti komunizmu in ki je pomagal pri industrijskem razvoju države, in oni so imeli kvalifikacije, torej to je bila ena precej heterogena skupnost, med njimi dosti intelektualcev, profesionalcev, obrtnikov in tako naprej. Tako da so tudi takovali pod argentinskemu razvoju in politično so bili ustrezni, med drugim so bile govorice, govorice tudi, da ne bi pomagali pri takih nečednih poslih argentinskih oblasti. Ja, tožilci so bili tudi vsaj v 76-ih. Ja, povej. Ja, to, kar ste zdaj povedala, da je zelo pomembno bil svetovni nazor in ideologija. Recimo, če so v 20 letih toliko, dobro, so bili manjšina, ampak dosti komunistov se je iz Julijske krajine izselilo rajši v Argentino ali pa v Francijo, kot pa v Jugoslavijo, zato ker v Jugoslaviji so bili že od 19. leta na, kako bi rekel, na indeksu. In vsaj tiste, ki jih poznamo, vsi so pravili, da ko so prišli v Argentino, recimo z Primorske, ki je bila fašizem, so mislili, da so prišli v nebesa, ker so imeli recimo za 1. maj manifestacije, so se lahko sindikalno, so imeli komunistične celice in tako naprej. Seveda z diktaturo Uriburija leta 30 se je od tega konec, in ti potem so tisti, ki so zaprti po zaporih in tako naprej. In to je eno. Seveda, da od teh ljudi ne prejme takrat od diktaturo Argentina ni mogla pričakovati neke ne vem kakšne lojalnosti, ker so se borili za svetovno delavstvo in tako naprej. Medtem ko so politični begunci, med katerimi dosti kolaboracionistov z Nemci, z Italijani, in tudi recimo zelo močno strukturirani, se tiče samega intelektualnega kadra, mislim, koliko duhovnikov je bilo, da so imeli že v štartu neko drugo pozicijo, ampak vprašanja, kot zdaj smo omenjali. Ampak oni so bili zelo internacionalni tudi, veš, jaz sem zdaj sledila za doktorsko, da so bili zelo vmešani na krščanske demokratske mobilizacije. Šli so v ZDA, šli so v Francijo, bili so vedno del tega diskurza pa organizacije. Ja, ampak vseeno, ko so ta slovenski čudež, kaj je slovenski čudež? Je reprodukcija male Slovenije na tujem, ki je, kako bi rekel, skoraj zamejena, fizično recimo, ne vem, če je tako, ampak recimo... Je bilo kar. Ki ima ene zelo, zelo jasne vrednote, v katerih recimo tudi take vrednote, ki so objektivno težko vzdržljive, kot je endogamija, kako bo preživela demografsko ena skupnost, ki je velika 5.000 ali pa 10.000 ljudi v več generacij. Ampak tudi politično je delovala. Oni so res se čutili kot slovenska država v tujini. Slovenska ljudska stranka je bila prepovedana, tukaj je bila pa tam aktivno. Ja, zato ker oni so bili predstavniki elite, ki je bila... Ampak tudi to, da mislim, da je bilo takrat prepričanje, da je ta prisotnost začasna
Ja. Zato, ker se pričakuje, da bo komunizem v kratkem Tako pripadel je. in je treba biti pripravljeni za povratek. Ne? Povratek, ja. To se je tudi zgodilo, ampak povratek se ni zgodil. Ne? Se mi zgodil, Oziroma njih je presenetil. se je zgodil, jaz ne vem, če se jih je presenetil. Ja. Recimo, postavlja pa vprašanje, ali je ta tako strukturirana identiteta nekako vzdrževana v nekem inkubatorju, ne, zato da bo potem spet presajena nekam, ne, Ja. dokazuje, kako v bistvu ta inkubator ne deluje, zato ker objektivno ne more delovati. Ker ti, ko si, ko toliko let ne, živiš, čeprav na ta način v nekem širšem kontekstu, ne moreš biti popolnoma izoliran od tega konteksta. Ne. Čeprav ti bom nekaj rekla, ta inkubator se poskusi še vedno obdržati in veste, da so me zanimali slovenske bende, ne, tam med mladimi. In mlade dajo v šolo katoliško od svojega Četrtega leta. ne, so v Barju. Četrti. Grejo vsi te Slovenci, ki hodijo v isto slovensko društvo, v isto šolo. So tam imamo šole po 8 ur, ne? Pol imajo dejavnosti v društvu. Tele mladi grejo pol v društvo. Do 8 zvečer imajo večerjo pa spat. To je vsakodnevna dejavnost. Torej, seveda so nekateri, ki jih to sploh ne zanima več, ne? Mislim, čas mine, ampak še vedno poskusijo to obdržati. In veš, katera je zdaj nova nevarnost, da se vrnejo v Slovenijo. Zdaj je to nova nevarnost. Bojijo se. Ja, zato ker Slovenija postala razvratna v tem smislu. In da se bojo zgubili, ker če pridejo mladi tukaj, Ja. bojo ostali ta stari, umrli bojo in to je to. Glej, lahko, ne moramo delati paralelizma, ampak so podobne situacije, recimo v tako imenovanih zamejstvih. Aha. Ja, seveda. Ja, sigurno. To bi bilo Doživljajo zanimivo. isto stvar, ne? Mislim, zelo podobno. Ne? Aha. Ja. In recimo tega se ne reče, ampak eden od, če se vrnemo k tistim etnonacionalnim tezam, ne? Kot se je enkrat rekel, izseljevanje, rak rana slovenskega naroda, oziroma krvaveča rana slovenskega naroda, ne? Tega se ne tako govori v zamejstvu, ne? Ampak obstaja, ne, v recimo ozadju zelo močen pojav, ne, ki je ljudje, ki z zamejstva, pustimo, da se vsi vselimo, kot ne, tudi same Slovenije, vsako leto se iz Slovenije seli 20.000 ljudi, ne, To je druga po celem svetu, fenomena, ne? in priseli približno toliko ali pa še malo več. Ne. Ampak recimo za eno Slovenijo to, kar je država, kar je definirana, ne, je določen problem. Recimo za eno zamejstvo je to dosti večji strah, ne, zato ker se prav demografsko krči. Ne. Zdaj, šolstvo je centralni element tega, ampak zdaj pomisli, ne, da ljudje, ki se selijo zaradi študija, Erasmus in tako naprej, večina se jih ne vrne. Ne? Zato ne gre za denataliteto, se pravi, da imamo manj otrok, zato ker je to splošen evropski pojav, ki je tudi v Sloveniji seveda, ne? Ampak je tudi to zaradi premikanja, zaradi, ker ljudje danes ne morejo živeti več v Trstu in Gorici, ne morejo, ne? Ker moraš iti v svet, drugače ne preživiš, ampak tudi da izkoristiš in da uveljaviš svoje, ne vem, posebne, individualne ambicije in tako naprej. Ne? In kar je najbolj zanimivo je to, kot si omenila Slovenijo, ne? Da dosti greš študirati Slovenijo in večina Slovenije se ne vrne domov. Zakaj? Zato, ker ko ti študiraš v Sloveniji, na določenem nivoju dobiš prej zaposlitev in bolj stalno zaposlitev, kot če se vrneš v Italijo. In zaradi tega recimo, ne, šteje vsako leto, koliko otrok manj se vpiše v slovensko šolo. Zato, ker ti ljudje imajo družine v Sloveniji in ne pridejo v slovenske šole v zamejstvo. Ja, to so strategije identifikacije, ne, tudi. Kaj mi je, ljudje smo tudi posamezniki, ki preštudiramo, kaj
kam gremo, kaj hočemo, kako hočemo odrasti. Ampak ja.